Katedrala v Milanu je znova odprla svoja vrata za dobrodošlico papežu. Tako je po Janezu Pavlu II. In Benediktu to obiskal tudi papež Frančišek, ki je prestopil prag milanske katedrale in se sprehodil vse do oltarja. O prihodu se je sicer najprej zaustavil v molitvi pred Najsvetejšim ter položil vrtnico na grob svetega Karla Boromejskega, ki je vodil milansko nadškofijo v drugi polovici 16. stoletja. V milanski stolnici se je sveti oče srečal z duhovniki in posvečenimi osebami. Med srečanjem je odgovoril na vprašanje duhovnika, stalnega diakona ter uršulinke. Poudaril je predvsem, da se ni potrebno bati izzivov ter da je danes nujno potrebno vzgajati za razlikovanje. Nadaljeval je, da je prva naloga škofa molitev, druga pa oznanjevanje besede. Dobro se vidi razlika z diakoni. Služenje je ključna beseda za razumevanje vaše karizme. Danes izgleda, da nam mora vse služiti, kakor da bi bilo vse usmerjeno na posameznika. Molitev mi služi, skupnost mi služi, ljubezen mi služi. To je resnično dejstvo naše kulture. Vi ste dar, ki nam ga podarja Sveti Duh, da bi videli, da prava pot vodi v nasprotno smer. V molitvi služim, v skupnosti služim, solidarnostjo služim Bogu in bližnjemu. Naj vam Bog da milost, da bi rasli v tej karizmi, da bi ohranili služenje v cerkvi, je poudaril papež Frančišek ter nadaljeval. Božje logike se ne razume, potrebno se je samo pokoriti in to je pot, po kateri morate iti. Izberite periferije, prižgite upanje, ki ga je ugasnila družba, ki je postala neobčutljiva na bolečino drugih. Ne pozabimo, da, kadar postavimo Jezusa v sredino njegovega ljudstva, ljudstvo najde veselje, da samo to nam bo lahko povrnilo veselje in upanje, samo to nas bo obvarovalo pred tem, da bi živeli v drži preživetja, je posvečenim osebam v milanski stolnici poudaril papež Frančišek. Ta je nekaj minut pred poldnevom pred milansko stolnico molil angelovo češčenje z verniki, ki so napolnili trg.